Miloše Dnevnika. Sledi uprapor Ljubljane, mesta heroj. Sedaj na prizorišče prihajajo prapori veteranskih organizacij. Slovenski odpor od kmečkih punktov, pa preko taborskega gibanja, pa gibanja Majske deklaracije, Tigra in Majstra, pa partizanskega 4-letnega odpora in boja, pa odpor teritorijalne obrambe in policije, ki se ji pa moram danes za njeno donacijo domovini posebej zahvaliti. Za partizanski pevski zbor. Zavezniki so že v Atlantski listini proklamirali pravico vsakega naroda na samoodločbo. In za to pravico smo se borili tudi v partizanih, se je zaborila za to osvobodilna fronta. Ta odločitev, ki je zajela ves narod, od Gosposvetskega polja pa do Kolpe, od Mure pa do Trsta. Ta odločitev je predstavljala mehko silo, mehko moč. Iz te mehke moči narodne samozavesti je pa rasla trda moč partizanske vojske. Ta vojska je bila del zavezniških armad, antifašističnih armad, ki so združevale demokratični Zahod in socialistični Vzhod. To zavezništvo, kateremu smo se pridružili mi, je pa moralo z koraki sile izboriti zmago. Rušili smo mostove. Spomnite se,
da je bila akcija Bresenskega mostu že zgodaj 41. leta, da je kasneje padel Štampetov most, da je padel most na Doliču, da smo skupaj z angleško aviacijo napadali most v Litiji, da je naša vojska izvedla akcijo v Baški grapi, za katero je komandant Sredozemlja Wilson posebej čestital maršalu Titu. In v tem telegramu izrecno rekel, da vaša akcija veliko pomaga našim naporom v Južni Italiji in Normandiji in je s tem priznal našo vojsko za integralni del zavezniške vojske in operacije. Predsednik Janez Drnovšek je pa ob slični priliki, kakršna je danes, izrekel zgodovinske besede, direktno ga citiram: slovenski partizani so pomagali osvoboditvi Evropo in Slovenijo. Zato je njihova zasluga nesporna in večna. Ne skrivam, bilo je tudi takih, ki so nasprotovali oboroženi borbi in odporu. Danes se tudi oni predstavljajo kot odporniško gibanje. Nedavno mi je prišlo v roke neka edicija vikariata v naši vojski, kjer se domobranci proglašajo za odpornike. Resnici za ljubo pa moram jaz, kot veste, rad govorim samo na osnovi trdih, gospod predsednik, nepopravljenih dokumentov. Tale naša lepa dežela je bila imperialistično priključena kraljevini Italiji 3. maja 41. leta. Dovolite, da vam prečitam besedo za besedo, kako je ljubljanski škofijski list 31. julija v številki 4 do 5 to aneksijo, ki je nezakonita po vseh pravilih mednarodnega prava, kako je to aneksijo pozdravil. Besedo za besedo citiram iz škofijskega lista. Hvaležni smo Bogu, ki je voditelju velike Italije navdihnil misli velikodušne pravičnosti in uvidevne modrosti, s katero je predlagal njegovi velikosti, kralju in cesarju, ustanovitev ljubljanske pokrajine. Tako da veste, za naše zasluženje je kriv vsemogočni Bog.
komandant 11. armadnega zbora, ki je izvajal okupacijo in neštete zločine. Po tem delu naše domovine je bil general Mario Roboti. Veliki zgodovinar Tone Ferenc je v svoji, kot je sam rekel, v svojem delaholiku ugotovil, da je samo ta general Roboti podpis dal pod 1569 smrtnih obsodb. Ko pa se je general Roboti poslavljal iz Slovenije 12. decembra 42. leta, mu je pa ljubljanski škof v italijanščini napisal poslovilno pismo, v katerem mu pošilja obilni božji blagoslov za njegovo delo. V italijanščini, da ne bo dvoma, pravi: nel momento della vostra partenza di Ljubljana auguro a vostra eccellenza abbondante benedizione di Dio per vostra opera. Ni bilo dovolj navadni blagoslov, moral je biti blagoslov vsemogočnega Boga za človeka, ki je pobil 1569 slovenskih žrtev. Slovenski narod je šel čez strahotno trpljenje. Veste, trpljenje je pa kot ogenj. Uničuje, pa tudi očiščuje. In v teku narodno-osvobodilne borbe smo doživeli, kot bi Cankar dejal, očiščenje in pomlajenje. Doživeli smo nove vrednote. Te nove vrednote so predvsem domoljubna samozavest, ki nas je pripeljala do te svobodne mednarodno priznane države, kakršno danes uživamo. Partizanska borba nam je v narodni značaj, kot bi rekel Kocbek, vcepila socialno solidarnost. In končno, ko sem že citiral Kocbeka, Kocbek je dejal, da je bila ljudska demokracija največja pridobitev narodno-osvobodilne borbe. Jaz se opravičujem za uporabo tega izraza ljudska demokracija, ki je po vojni bil zlorabljen za diktature, ki so se razvile v sovjetskem interesnem področju Evrope. Ampak Kocbek je pod ljudsko demokracijo razumel, da ni dovolj strankarska demokracija, ki se razvija tamle v parlamentu. Čeprav, Renata, nimamo nič proti parlamentu, ampak za pojmovanje demokracije samo parlamentarna razprava in polemika ni dovolj.
Slovenija rabi glas naroda, kakršen ste vi. In če pogledamo na današnji dan, ta velika načela vrednot se nesramno kršijo. Padli smo skupaj z celim svetom v past dolgov. Cel svet je dolžen, veste. Ekonomisti so zračunali, da so celotni dolgovi v svetu danes enaki celotnemu družbenemu proizvodu, ki ga svet v enem letu proizvede. Z dolgom, veste, je pa tako. Če sem jaz dolžan, nisem več svoboden, ampak nad menoj gospodari tisti, ki sem mu jaz dolžan. Če je pa narod prezadolžen, pa ni več suveren. Zaradi tega smatram, da moramo za vsako ceno priti iz te pasti dolga. Vprašanje ni ali, ampak kako. Samo 3 so poti, da se rešim tega zla. Prva pot je, da zmanjšujem svoje izdatke. Druga pot je, da povečujem svoje prihodke. Tretja pot je pa, da povečujem svojo produktivnost, da razvijam svoje gospodarstvo in svojo kulturo. Žal se tako zvani paket, s katerim se uveljavlja zlato pravilo, se ta paket omejuje samo na prvo pot zmanjševanja izdatkov. In to, oprosti Zoran, imenuje varčevanje. Veš, po vojni smo tudi jemali, ampak smo temu rekli nacionalizacija. Varčevanje mora biti prostovoljno. Veliki slovenski psiholog svetovnega glasa, dr. Anton Trstenjak, je rekel, da smo Slovenci po značaju delavni, pošteni in varčni. Ker vsi veste, da sem se v svojem življenju ukvarjal z gospodarstvom. Sem pa šel pa pogledal malo po mednarodni statistiki. In kaj sem ugotovil? Mednarodna statistika govori o tem, da slovenska gospodinjstva že vrsto let štedijo 16% od razpoložljivega dohodka. Povprečje Evropske unije je 10, povprečje Amerike pa samo 5. Zdaj pa nam pravijo, da moramo štediti in da moramo toliko štediti, kolikor gospod Barroso lahko več potroši.
Zaradi tega smatram, da je ves tale pritisk in naval okrog tako zvanega varčevanja, varanje resnične situacije. Pa ne morete za božjo voljo vi jemati porodnica, pa družina, pa tisti ubogi starki tam gor v hridi. Istočasno pa zmanjševati davek kompanijam na davek na dobiček, zmanjševati dajatve premožnih, obremenjevati pa siromašne. Mi smo v težki situaciji. Jaz se strinjam z teboj. Mi moramo se odrekati, ampak proporcionalno in pravično. Tisti, ki jim je sreča v življenju dala več, naj tudi doprinašajo več. Tisti, ki pa imajo malo, naj pa v smislu socialne solidarnosti to tudi zadržijo. Želim vam pa za konec reči samo sledeče. Sila, grožnja in prevara nas ne bodo pripeljale iz sedanje zagate. Mi se vsi zavedamo, da za ceno svoje nacionalne suverenosti moramo priti iz te zagate dolga. In zaradi tega smo pripravljeni na razumna omejevanja, na racionalizacijo določenih izdatkov državnega proračuna. Ne morem pa sprejeti, da bodo poslanci dobivali nadomestila še naprej, da bo pa uboga starka svoje stare in zadnje dni preživljala v strahu, če bo lahko preživela. Zaradi tega verjamem, da je rešitev iz sedanje situacije v tem, kar ste, gospod predsednik, tamle gor na drugem zboru rekli, dialog, dialog, dialog. Treba se je pogovarjati, ampak to ne sme biti dialog gluhih. Rešitev iz današnje zagate bomo našli samo, če bomo spoštovali poštenost, pravičnost in socialno dogovarjanje.
Tovariši in tovarišice, smrt fašizmu! Vzel bom trenutek, to, da se vam zahvalim. Zahvalil bi se rad vsem borcem in borkam, zahvalil bi se rad vsem padlim, ki niso doživeli svobodnega dne, in zahvalil bi se vsem tistim, kateri ste iz svojih domačij pomagali bitki, katera je prinesla Sloveniji svobodo. Veste, jaz sem pripadnik mlajše generacije, ampak vem, brez vas bi zdajle tukaj govorili italijansko ali nemško. Hvala. Ani Jokić je napisala pesem Izročilo, katera mislim, da najbolj simbolizira pomen tega dogodka. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve, mi nismo hoteli požganih domov, mi nismo hoteli uničene žetve, mi nismo hoteli solza in grobov. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Naj vedno vam sije sreče sonce svobode, naj sreče vam ni grme tujec temni. Če kdaj vas bo skušal kovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi.